Slovesnost ob 500-letnici blagoslovitve cerkve svetega Lenarta v Podgorcih je bil velik dogodek, na katerega so se domačini pripravljali kar nekaj časa, za slovesnost pa tudi temeljito obnovili cerkev in okolico. Zbrane še posebej pa mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla je najprej nagovoril domači župnik Jože Šipuš. Nato pa je zbrane nagovoril nadškof Cvikl. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami in s svojim duhom. Spoštovani gospod župnik, dragi sobratni duhovniki, dragi gostje, dragi bratje in sestre, prav prisrčno vas pozdravljam na ta praznični dan. Dejansko danes je praznični dan. Dan veselja, dan zahvale, pa tudi dan spodbude. Najprej bomo začeli z obredom blagoslovitve tega, kar ste vi storili. Blagoslovili bomo obnovitvena dela, vaše notranjosti, zunanjosti, okolice. Potem pa bomo slovesno nadaljevali sveto mašo, pri kateri se bomo zahvalili Bogu za to, da smo lahko to storili, da nas je povezal skupaj, da nam je navdihnil te dobre in plemenite misli, da ste lahko uresničili ta projekt, predvsem pa, kot je bilo rečeno, da bi rasli kot bratje in sestre med seboj. Sledila je slavnostna sveta maša, ki jo je poleg domačih župnikov daroval nadškof Alojzij Cvikl. Višek maše pa je bila položitev relikvije blaženega Antona Martina Slomška. Božji svetnik, blaženi Anton Martin Slomšek, dobil si svoje mesto v Božjem oltarju. Prosi za nas Gospoda Jezusa Kristusa. Dragi brati in sestre, oltar predstavlja Kristusa in svetniki in blaženi so tisti, ki so mu najbližji. Zato so tudi naši vzorniki in naši priprošniki. Poslej bo v tem oltarju bodo relikvije tudi blaženega Antona Martina Slomška. Naj bo tudi to spodbuda in vabilo, da skupaj prosimo in molimo, da bi čim prej postal tudi svetnik, da bi ga pred vesolno cerkvijo prepoznali za svetnika in bi ga lahko častili v vsem svetu, kot tistega, ki je res uresničil evangelij tako, da smo v njem prepoznali Kristusa, da smo v njem prepoznali živeti evangelij sredi med nami. Po maši je zbrane o poteku obnovitvenih del seznanil predsednik gradbenega odbora Robert Ciglar.
Kljub temu, da je cerkev svetega Lenarta v Podgorcih kulturni spomenik, država ni izkazala volje finančno pomagati. Zato so domačini ob pomoči občine Ormož financiranje in vsa dela vzeli v svoje roke. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu gradbenega odbora. Veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim spoštovani gospod nadškof in metropolit Alojz Cvikl, našega gospoda župnika in vse ostale duhovnike, sedanjega in bivšega župana občine Ormož in vse visoke goste. In prav vse, ki se danes zbrani pri sveti maši. Vesel sem, da ste prišli med nas ob današnjem prazniku, ob 500-letnici posvetitve cerkve svetega Lenarta v Podgorcih. Za vse nas je to velik dogodek. Cerkev svetega Lenarta ima bogato zgodovino. Posvečena je svetemu Lenartu, ki je zavetnik jetnikov, kmetov, hlapcev in živine. K njemu se priporočamo v vseh kmečkih zadevah. Ob 500-letnici smo se odločili za obnovo cerkve, naše Božje hiše. Z obnovitveni deli smo začeli v letu 2017. Z gabijoni smo sanirali obzidje okrog cerkve in nadaljevali z tlakovanjem dvorišča. Naslednje leto smo zamenjali še vhodna vrata. Toda cerkev je klicala po večji obnovi. Na prvem sestanku 25. februarja 2019 smo ustanovili gradbeni odbor. Obnova je potekala iz zbranih darov od župljanov in zagotovljeni 40.000 evrov strani občine Ormož. Lenarška cerkev sodi med kulturne spomenike, zato je tudi njegova obnova potekala pod strokovnim vodstvom arhitektke gospe Petre Žiher in vodstvom spomeniškega varstva. Pri sami obnovi smo naleteli na številne težave, ki so povečale zastavljene investicijski plan. Odstraniti smo morali omet v višini do 2 metrov po vsej dolžini sten, notraj in zunaj. Cerkev ter ga nadomestiti z novimi izževalnimi ometom. Hodi pod klopmi so bili prepareli in smo jih morali zamenjati. Prav tako smo obnovili klopi. Veliko dela so prostovoljno in zastojno pravili domači mojstri in drugi, ki so kakorkoli pomagali. Gospod župnik, pojamral sem, ko smo izvedeli, da ne bomo dobili pomoči sofinancirane strani države za ohranjanje kulturne dediščine. Pa ste nas potolažili, da se bo pač obnova malo zavlekla in ne bo končana do obletnice, ampak s skupnimi močmi in z Božjo pomočjo nam je uspelo. Upanju, da bo cerkev naš bogoslužni biser ostal neoskrunjen še več naslednjih rodov, smo naredili naslednje. Ureditev okolic z gabijoni, tlakovanje dvorišča, odvodnjavanje, nova vrata, parkirišče, obnova streša in nova kritina, nova okna, drenaža okrog cerkve, obnova elektroinštalacij, zunanje pleskanje, notranje pleskanje, zunanja ograja in nadstreške, nove stopnice na gor, obnovitev klopi in poda pod njimi, restauriranje pohištva za krstiji, podov križevega pota in velikega križa, novo ozvočenje, tlakovanje stopnic zunaj, asfaltiranje dovoda cerkvi, zasaditev pasov med gabijoni, nove luči in slika blaženega škofa Antona Martina Slomška. Ob slovesnem dogodku bi se rad zahvalil prav vsem prizadevnim članom gradbenega odbora in vsem župljanom znotraj in zunaj naše župnije, ki so pomagali s prostovoljnim delom, strokovnimi nasveti in vsem za kakršnokoli materialno ter finančno pomoč in spodbudne besede, ki smo jih pri tem še kako potrebovali. Zahvala vsem izvajalcem del. Hvala tudi vsem, ki so se nas spomnili v molitvah. Vso to delo nas še je bolj povezalo med seboj. Opis dogodkov in obnovitveni del boste dobili po sveti maši v posebni zloženki. Še enkrat hvala in Bog plača.
Potem so k besedi povabili tudi župana občine Ormož Danijela Vrbnjaka, ki je Podgorčanom čestital ob dosežku, predvsem pa ob neomajnemu sodelovanju, ki so ga izkazali ob obnovi domače cerkve. Spregovoril je tudi bivši župan Alojz Sok, ki je v času svojega mandata že pomagal iskati rešitve za obnovo cerkve. Potem predsednik krajevne skupnosti Martin Kukovec, ki se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri obnovi, pa naj gre za finančno pomoč ali številne oddelane ure. Za konec pa je spregovorila še tajnica gradbenega odbora Jožica Megla, ki je poudarila, da cerkve niso obnavljali le zase, pač pa za številne rodove, ki prihajajo. Vsem govornikom in kasneje tudi vsem najzaslužnejšim pri obnovi cerkve je nadškof Alojzij Cvikl izročil tudi zahvale mariborske nadškofije. Slovesnost pa je z besedami zahvale in ponosa zaključil predsednik župnijskega pastoralnega sveta Anton Hanželič.